naj pride kakšna Lola, ki ve, da nismo milijonarji z milijoni, ampak imamo veliko in krasno čisto srce, dobre namere in imamo željo potem, da se združimo v eni družini, v eni družbi, ki bo slonela na pristnosti, ki bo pravzaprav ustanavljamo novo družbo. Samo moramo vedeti, kaj si želimo in kaj si želimo, seveda pa določa, kdo že? Domišljija, a ne? Nič si ne domišljamo, ampak si domišljamo, zamišljamo, kaj bi bila lepa družba. Kako lepo bi bilo, če nam ne bi ljudje lagali, kako fajn bi bilo, če bi ljudje resnico govorili, kako bi bilo fajn, če bi ljudje imeli iskriv pogled in ne manipulativne namene ter pravzaprav čiste namene. Tako je. Naj bo ljubezen in resnica tista vodilna sila v novem svetu, kajti z lažjo smo prišli do tle, kjer smo, in cajt je, da se prepozna, kdo je lagal in kdo je na strani mafioznega, satanističnega, kabalističnega, pedofilskega sistema, ki se norčuje iz vsega, kar je človeško, in čas je, da se na mizo vržejo karte in da se zategne kravata vsem maficam, ki so nam skušali upeljati nenormalne zakone. Vedeli so, da so nenormalni, in ko smo iskali svojo pravico, so se nam režali v brk. To velja za sodnike, to velja za politike, to velja za vse v javnem sektorju na pozicijah in tako. Vedeli so ljudje, da delajo narobe, da je tisto, kar imamo mi, kar zagovarjamo, vedo, da imamo prav, pa so se nam režali. Ne? Policaji mater, da vejo, da se nimajo kaj dotikati izpita, da nimajo kaj prste vtikati v tvoj avto, pa so kar počeli. A nade. Pa so pa rekli, pa so te pa še vklenili, če se kaj uperil. Nekako tako so nekatere v preteklosti križali, nekatere na grmadah kurili, nekaterim je pa dovolj, da se posmehujejo, da začutimo, da je to izigravanje in da je to v bistvu načrtno delanje rane, načrtno dvigovanje pritiska in načrtna akcija, ki jo je treba narediti s provokacijo, ne? Vzpodbudi akcijo, provoke action, provocation, provokacija je zbudi akcijo. In oni so v nas zbujevali akcijo in so rekli, aha, evo te, ne? Ja, moški, pravi človek, ne samo moški, zbujen človek ima sposobnost in ubolt, ker je to zaščititi treba sebe in pleme in svoje ljudi, torej je to neke vrste potreben mehanizem, a ne? Po drugi strani pa je človek sposoben tudi lepih čustev, ampak te so pa želeli nam ubiti, prvleči une te grde, pa zatreti une te lepe. To je bila njihova filozofija in v časovnici 5. dimenzije tega ni, kajti ni dovoljeno. Kdo pa ne dovoljuje? Jaz, zase, ti, zase. Gotovo. Kaj pa ostali? Pa karčijo. Mene nihče ne bo ne spoštoval, pa vlekel za jajca, pa imel idejo, da se mi lahko laže in z mano manipulira. A ne? Torej vsak sam odloča in določa, kje je meja. Zapleši z menoj. Idemo. Jaz sem tle, jaz vas sam vabam, jaz nobenega nikamor ne bom rinil, ker se to ne da in se ne sme. Povabilo pa je. Tako kot je Satan vedno povabil na limanice, tako kot sem jaz na limanice povabil Miško in sem ji dal v past, sem ji dal malo slaninice, pa malo arašidovega masla, pa je prišla in toink je dobila po klamfi. Enako je seveda tudi Satan z materialnimi dobrotami rekel, lej, kva je tle, wow, in človek je rekel, wow, the best, free money, odlično, pa je padla zanka okrog vrata, v smislu kredita in tako smo bili vsi nekje v teh pasteh finančnih, a ne? In zoprno je, če se človek predstavlja, da je iskalec resnice, pa se izkaže, da ni skozi dejanja. Ja, prepoznali jih bomo po njihovih dejanjih, je pisal v debeli knjigi, torej v Bibliji, po njih delih se boste poznali, zdaj pa je sprememba, po njih ne delih, po njihovih pol delih jih boste prepoznali in ljudje vse naredijo na pol, taki, ki mislijo, ki pravijo, da smo mi ljudje z dušo in srcem želimo stvari začeti in tudi končati, a ne da? Dočim ti pajaci lažnivi, ki so se pa pretvarjali, da so tako, kot mi, so pa sam začeli, ampak nikoli dokončali, a ne?
ničesar niso dokončali in videti je, da v bistvu ne naredijo dela do konca. Tako da jih boste prepoznali po njihovih nedelih, po njihovih nekreativnostih, po njihovih kopijah, ne po njihovih originalnostih, po njihovih kopijah jih boste prepoznali, ker bodo kopirali vas in temu se reče mirroring, torej opazovanje in kopiranje človeka. Oni sami nimajo svojega frisa, pol pa vašega skopirajo in vam v piko pašajo. To je pač mirroring scena in tako. Ne smeš. To so ljudje, ki so pametni za druge, pri sebi pa imajo. Mislim, če imeli pri sebi v glavi poštiman, bi sami pogruntali, da je to čisto treparija, kaj smeš, kaj ne smeš. Zaradi mene ljudje lahko tudi lažejo. Čeprav piše, ne laži, ne kradi, ne tako naprej. Zaradi mene lahko. Mislim, kaj ne človeku rečem, daj ne laž, daj ne poseljuj me, daj ne. Vse to je vse jasno, kdor je kaj v duhovnosti dosegel, tega absolutno ne počne. V kontekstu ne počne, da nekomu nekaj usiljuje, kaj smeš in kaj ne smeš. In New Age duhovnost je bila točno taka. Kaj se sme, kaj se ne sme, kako moraš nogo obrniti, da boš pa čutil pretok energije, neki kurac palaca zastopaš, banane so nam prodajali. Treba je v glavi poštimati, treba je biti srčen in seveda imeti čiste namere, pa lahko delaš glih kar češ. Sam ne padej na banane in pasti, ki nam jih je nastavljal ta sistem z vsemi svojimi pomočniki. Na te stvari moramo biti pozorni in ljubezen je tukaj zate, zame. Moja je zame, tvoja je zate, jaz tu lahko polivam, kraja pa ni dovoljena in kraja je pridobljena bila iz nas s pomočjo prevare, laži, manipulacije, zavajanj in tako. Vsekakor je univerzalni zakon, da nič ne gre na silo, nekako pa skozi trike pa so nas lahko prepričali, da smo jim ljubezen dajali, da smo jo kar dali malo tu, malo tam, za nas jo pa pol ni ostalo nič in je bil namen izpolnjen. Tako da čuvajte to svojo življenjsko energijo, ki je gorivo. Ja, postaviti meje v bistvu ni toliko simpel, ne? Pravzaprav še težje jih je vzdrževati, ampak ko vidiš, koliko miru prinese to, ko imaš postavljeno mejo, je neprecenljivo. Ne? Ko rečeš ne, je ne dam, ne dovolim, ne grem se, stari odjebi, spizdi mi, da te ne vidim, stagidi in imam, imaš 9-8 milijard ljudi, jaz sem pa s tabo ukvarjal, spizdi, šti meni žaru energy, kam je mesto tebe, nič, spizdi pa, ne? Ampak ljudje dajo pol tep neki v roke, pol pa mislijo, da je pa zdaj naveza rešena. Tle nazaj ne rabim jaz tega tvojega. Zato je tudi najbolj pomembno, da paste, kaj prejmete od ljudi, kaj ti ljudje imajo občutek, da vam dajo nekaj v roke in potem ste jim takoj nekaj dolžni, a ne, oni smatrajo, da so ti nekaj dali in ti pol dolgujejo, in ti pol dolguješ. Pa to ni tako prav, da ne. Kdor da iz ljubezni, nič ne pričakuje nazaj in to je dati. Da pa daš zaradi tega, da boš nekaj pol nazaj dobil, pa ni prav. In pri nas je en tak pregovor, ko greš na bloke, ti dajo drek v roke, ko greš pa z blok, ti pa še to vzamejo z rok. Ne? Torej, najprej ti dajo, da te srknejo, polk pa vidijo, da ne bo šlo, pa reče, da mi pa zdaj pa sem ti pa takrat pa dal. Ma vozi, stari, torej mi nisi dal že v štartu, da si se drugič ujel na limanco, torej mi nisi dal iz srca, ampak si mi dal zaradi pogojevanja, da bom jaz tebe poslušal pa prenašal zato, ker si mi nekaj dal. In ja, jasne meje postaviti in je življenje lepše, ko imaš jasne meje, ko odrežeš vse od sebe in res je verjetno je najtežje odrezati tiste, bom rekel, energetske izčrpovalce, da ne rečem vampirje, pa pijavke, s katerimi smo v čustveni navezi, torej v družinski, partnerski, prijateljski odnosi. Tle je najtežje, ker si vpleten čustveno in to je tisto, kar je za empata najtežje. Ne?